Zdravo, evo, prišel sem na dopust v Slovenijo iz misije na Kosovo in zadolžitev, ki sem jo dobil, je, da obiščem vojaški muzej v Pivki. Ker so seveda gospodje preverili moj background, torej moje ozadje, kaj je moja izobrazba, in so ugotovili, da sem profesor zgodovine. Wow, to pa je to, ne. Tako da bom pokril področje osamosvojitvene vojne v Sloveniji, torej tistih 10 dni junija leta, ki pa mi ga boste vi zaupali. No, upam, da ste pravilno ugotovili, da je to bilo leta 1991. Sedaj pa mi bo strokovna sodelavka iz Parka vojaške zgodovine povedala malo več, pokazala in me peljala v zbirko. Ja, dobrodošli v Parku vojaške zgodovine, dobrodošel Zoran. Hvala lepa. Tukaj imamo v parku nosilno razstavo Pot v samostojnost, ki v bistvu prikazuje vse ključne dogodke osamosvajanja Slovenije s poudarkom na vojni, ki je sledila. Tako da te kar vabim, da stopiš noter in si ogledaš zbirko. Ja, hvala lepa. Da me prve. Z vzponom nacionalizma v 80-ih letih v Jugoslaviji z demokratičnimi spremembami v vzhodni Evropi, torej padcem Berlinskega zidu, je vedno bolj rasla želja po samostojni poti, torej da se Slovenija odcepi od Jugoslavije. Prvi takšen korak je bil aprila 1990 z izvolitvijo Demosa kot demokratične opozicije, ki se je odločila, da razpiše plebiscit. Le-ta se je odvil 23. decembra 1990, ker se je 88,5% vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo. To se je zgodilo pol leta kasneje, 25. junija 1991. Slovenija je končno postala samostojna. Tako se je začela vojna v Sloveniji 26. junija, ko je agresorska JLA izstopila iz vojašnic in krenila na mejne prehode. Točno tega se spomnim tanki na proletarskih brigadah, pa Kardeljevi v Mariboru, ko so šli tanki preko avtobusov. Jaz kot 5-letni otrok sem bil zraven in tanki so kar vozili preko. In to je dogodek, ki se je malemu otroku vtisne v večni spomin. Isto sem potem zvečer gledal točno v taki sobi na televiziji, torej Dnevnik. 26. junija se je začela 10-dnevna vojna, v kateri je teritorialna obramba in pa milica sta obe uspeli obraniti samostojno Slovenijo, obenem pa začrtati novo pot v slovensko vojsko. To 10-dnevno vojno najbolj simbolizira tank T-55, tukaj za menoj. Na njem je tudi znak moje enote, torej 74. pehotni polk, ki ga vidimo tudi na mojem rokavu. Torej takrat je to bil še mehaniziran bataljon. Uporabljali so točno take tanke, kajti v 10-dnevni vojni je uspela teritorialna obramba zaseči 90 tankov. Ti tanki so bili najbolj proizvajani v vsej zgodovini, preko 100 000 primerkov je bilo proizvedenih, uporabljala pa ga predvsem Sovjetska zveza in pa Varšavski pakt. Kasneje, v začetku 21. stoletja, pa so 30 primerkov modernizirali. Nastal je tank T-55S. Tank, na katerem sedim, je tank M84, licenčna kopija sovjetskega tanka T-72. In tukaj je prikazan prizor, ki sem ga prej opisoval na Dnevniku. Torej, je vozil čez improvizirane postavljene barikade, kot so vozila, tovornjaki, buldožeri. Torej, ljudje so uporabili vse, kar je bilo možno, da bi ustavili tanke. In to jim je tudi uspelo. 10 dnevov kasneje se je JLA umaknila v vojašnice, kjer je potem oktobra 1991 iz Kopra izplul zadnji jugoslovanski vojak. S tem je Slovenija dokazala, da je pripravljena za samostojno in demokratično pot. Odločna drža teritorialne obrambe junija 1991 in uspešen broj proti JLA je vodila do rojstva slovenske vojske, ki 30 let kasneje s častjo služi. Tukaj v muzeju imajo še druge artefakte, prva pa druga svetovna vojna, tako da bom še skočil na hitro. Do takrat pa šerajte, komentirajte in lajkajte naše prispevke ekipe Enotni.
vse vem, zdaj boš me imela. Ja, enkrat sem zaprl vrata, pa sem tako sedel, prije ena obiskovalka, pa tako, pardon. To je anti-aviacija. Tega ste vi tudi nosili? V JLA? Mislim, da še imajo druge artefakte. Prva pa druga svetovna vojna. Gremo pogledat.